Živja, danes imamo novo epizodo podcasta Seks v pisarni in imam gostjo prvo v tej sezoni. Ja, z mano je danes Tanja Kocman. Tanja, kako si? Super sem zdaj, ko te vidim, pa da sem malo tu pri vas. Ful sem se veselila, da imam priložnost kot Štajerka, zelo rada pridem v ljubljanski del tudi, ne, da se malo vidimo. Tako da super, ja. Tanja, a bi mogoče za naše poslušalce mal povedala o sebi, pač kako si začela svojo kariero in tako naprej, da bojo mal te bolj spoznali, ja, tisti, ki te še ne. Bom šla teh skromnih 85 let nazaj. Dejansko sem ravno zadnjič študirala, Madonna, kako hitro čas mine. Jaz sem v bistvu čist nekako po pomoti prišla sploh v stik z tem, kaj delam, ker v osnovi sem jaz htela študirati, htela sem postati tolmačica. In pa sem šla za 3 dni študirati v Avstrijo in po 3 dneh to opustila in sem ženska hitrih premikov. Potem pa sem pač 1 leto pauzirala, kelnarila v tistem času in nekako prišla do medijskih komunikacij, do študija sicer v Mariboru. In potem se je čist nekako poklopilo, da mi je enkrat en sošolec rekel, ti to, ko govoriš, kaj če bi delala na radiju. In sem začela delati na nekem študentskem radiju in v bistvu se je vse, karkoli počnem zdaj, v bistvu potem, ko pomislim, začelo iz tiste točke. No. Da sem videla, da res rada govorim, da mi je fajn, če me plačajo tudi za to. Ja. Lepo, ne? Potem tudi, pač od nekdaj sem pisala veliko, sem začela tudi s pisanjem kolumn, potem se je nekako še odvilo to, da sem padla v stand-up, tudi čisto v bistvu. Meni se je veliko priložnosti ponudilo v bistvu s tem, ko sem spoznavala ljudi, ki so nekako na meni videli nekaj, kar bi lahko bilo, sama se pa nikoli nisem s tem ukvarjala prej. No. In potem sem probala in dejansko me je potem vse privedlo do tega, kar delam zdaj. Do tega, kar delaš zdaj. Zdaj imaš pa malo mešanco vsega, ne? Mešano na žaru. V bistvu zdaj, zaenkrat sem jaz za svojo radijsko kariero zaključila, enkrat sem se že pohecala, da sem delala na vseh radijih v Sloveniji, tako da, ko mi je enkrat en gospod rekel, da več ne more nobenega radija poslušati, brez da se ne jaz javila, tako da si bo mutal, vse ste nekaj, tako gospod, pravilno. Tako da zdaj delam v bistvu predstavo to, ki jo imamo. Pišem scenarije tudi za predstave, sodelujem z krasnimi znamkami, kot je Svet užitka in to je zaenkrat to. Mislim, se še je, ampak. Žeštan. Ja. Veliko se ti dogaja. Ja, rada imam razgibano delo. No. Tudi jaz. Se mi zdi, da to so taki, če si človek, ki ima rad tudi to, da še osebno kaj zraste, pa doživi. Življenje je prekratko, da bi se bal nekih izzivov. No. Ja, res, ja. 5 minut pred vsakim nastopom si mislim, kaj meni tega treba, ampak po se spomnim, zakaj to delam, pa vedno potem najdem tudi odgovor, zakaj. Tak da. Ja. Ne vem, zakaj ti je on gospod to rekel, ker sem te pač tako slišala in spoznala, pa si bila ful prijetna. Jaz sem se ful veselila, da prideš danes. Hvala lepa. Ja, se veš, predvsem anonimni ali manj anonimni komentatorji danes imajo zelo veliko zapovedati, predvsem tisti, ki bi sami na sebi mogli največ narediti. To sem pa videla na Facebooku, dobivaš lepe komentarje. Krasne. Tudi jaz. A ni to lepo, ko ti pobožajo dušo, ker si misliš, ne, pa jaz se razumem, da nisi vsakemu všeč, ampak jaz mislim, da smo pozabili, da je res tanka meja med konstruktivno kritiko in pa želitvijo in da ja, seveda obstaja svoboda govora, sam pač ne razumem, kaj hočeš sporočiti z nekimi res absurdnimi komentarji. Lahko ti nekdo samo ni všeč, pa greš dalje in je to. Ja, pač jaz sem dostkrat rekla, pač če daš na internet, se prevzemaš odgovornost, da sem gor, pripravljen sem na vse, ampak kakšen si ti kot človek, da nekaj tazga greš pisati? Tako. Mislim, meni je zabaven, kad dam poli sekaj od podcasta, pa dobim pa te večne klasike, kot so pazi, da ne boš zunaj, ko strela udari. Wow. Ja, in pa naš bik je imel tako rinko. Ampak to je tako, jaz kako berem se tako, a ste lahko vsaj malo bolj izvirni. Ja, pa veš, če bi vsaj bili kreativni malo, ne? Se človek vsaj malo nasmeje, tako je pa skozi eno in isto. Ampak jaz se vedno znova, pač, mislim, mene še moram priznati, da me občasno še, pa ne da me prizadane, šokira me, ko vidim tudi, da kdaj prej so anonimno komentirali, zdaj pa tudi na Facebooku, predvsem starejša generacija, kar me še toliko bolj preseneča, da so nekateri starejši ljudje
ljudje res tako zelo jezni in očitno globoko zafrustrirani, da to prenašajo potem na ta družbena omrežja. Jaz pač pravim, če vas tako jezi, vse to ne biti gor. Ja, pa ne samo to, meni je najhujka, vidiš pa, da je kakšna gospa s kako vnučko ali pa vnukom, gor pa si misliš, o boh, se ni čuden. Ja, se ni čudno in potem pač ne, slepega vodi bi lahko rekli. Ja, tako ja. Zdaj ti si omenila, da pišeš tudi za predstave, scenarije, predvidevam, da. Zdaj imate tole Ženske brez filtra. Dobro, nisem kaj zavrgala. Se sme prav strada, ker še naslov narobe povedala. Super si povedala. Zdaj vi, kako je sploh nastala ideja za to predstavo? Ker zdaj sem videla pač, da v bistvu v tej predstavi zajemate kar več nekih tematik, takih tudi bolj sočnih, če sem prav razumela. Gledala je nisem še, si pa bolj želim, ker sem videla, da je v Odiseji imate. Tako, zdaj tretjega, zdaj v bistvu imamo konstantno je v Odiseji, tako da kar veliko datumov zelo vabljena. In vsi ostali tudi, ne. Ja, v bistvu do te predstave je prišlo, tako do krasnih stvari pač pride, nekdo se spomni, da bi nekaj naredil in to je bil v tem primeru Ranko Babič, tudi prijatelj in ekstremno talentiran in komik in režiser. Ranko je tudi režiral Jamsko žensko od Rebeke Dremelj. Aha, to se spomnim, tako, ja. Pa tudi sam za svojimi predstavami osvaja Slovenijo in je tudi ne samo na odru, tudi za odrom je res krasen človek in smo se že leta nazaj našli. Potem pa je on imel idejo, da zato, ker on je tudi nastopal v Ičkotih in vse to naokoli, da zakaj pa ne bi tudi ženske imele priložnost, da malo bolj necenzurirano povejo to, kaj mislijo, zato ker ne glede na to, kako smo napredni, pa je leto 2025, vseeno še vedno obstaja razlika med tem, kaj govorijo moški na odru in kako so sprejeti in kaj govorimo ženske in kako smo sprejete in so ene stvari, s katerimi se še vedno malo matramo, pa trudimo, ampak ne da jamram. To so pač dejstva, ki ne vem, če se bojo kdaj spremenila. In Ranko je dal pač to idejo in je kontaktiral mene in Tino Gorenjak, če bi pisali vse skupaj in potem sva midve se lotili pisanja in potem skupaj z Rankotom smo postavili vse skupaj tako, kot je. On pa je potem še dal svojo režijsko magijo zraven in smo pod okriljem Pop-up teatra. Res krasna zasedba, tudi ženske, ki smo se našle, tudi zasebno postale prijateljice in je... To je najbolj, da se tudi tako poklapaš, a ne? Ja, jaz mislim, da je to, ne vem, če je kje sploh, da obstaja taka ekipa, kot smo mi, da se res pogrešamo in da ni nobenih neprijetnosti ni, no, in tudi se tako rade družimo in za rojstne dneve organiziramo stvari in je res vse tako iskreno, pristno in tudi katera tečna je tečna in si pustimo in a veš, ni tega nekega pretvarjanja, ja, no, to in smo si kar olajšali življenje s tem, zato je tudi za odrom vedno polno, vsaj tudi če ne smeha, pa veliko pač fajn čustevno. Ja, a bi mogoče še za naše poslušalce navedla neki tematik, ki jih obravnavate noter, da bojo malo vedeli, ja, v bistvu, zakaj sem omenila. Ja, Ženske brez filtra so v bistvu zamišljene kot pogled ženske na življenje in to, kaj se dogaja v različnih obdobjih življenja. Torej imamo Tino, ki vse skupaj začne, tudi malo za stališča psihologinje oziroma terapeutke za pare, ne psihologinje, terapeutke za pare. Potem pa gremo skozi obdobje, torej od ta mlade, ki jo predstavlja Lucy, potem imamo mamico, ki jo odlično predstavlja Nuška Drašček, potem jaz sem v vlogi ločenke tokrat, kot pač ne vem, zakaj so me tam videli, jaz so me dali, in pa izjemna babica Desa Mukne. Ja. Tako da v bistvu gre za stand-up koncept, ampak vsaka je v vlogi. Torej, mi ne govorimo tukaj zgodb iz svojega življenja, ampak so pa to zgodbe, ki so se ali meni, ali Tini, ali katerikoli drugi tudi že ali zgodile, ali smo jih doživeli kje drugje. Kako se pa publika odziva na to iskrenost, bom rekla, v zgodbah? Odlično. Mi smo presrečne, ker se predstava res razprodaja že v prvi sezoni. Zdaj bomo imeli tudi 100 že in ljudje prihajajo.
Večinoma so bile od začetka v publiki ženske, zdaj je tudi vedno več moških, ker to ni zdaj samo predstava za ženske, mogoče je ženskam bližje, ampak tudi moškim je zanimivo videti, kak ženske, ker smo velikokrat tudi, smo samo kritične, ni zdaj to, da bi me poniževale moške, daleč od tega, me pač bolj neko analizo odnosov pa sebe, pa življenja nasploh, ampak absolutno čez humor. Ogromno je smeha, publika na koncu stoji in nam ploska. V glavnem, to so tudi sanje vsakega, ki se je kdaj začel ukvarjati. Ko moš vedeti, stand-up vode, ko se enkrat začneš ukvarjati, začetki so ne ravno bleščeči, to stojiš na kišti pira, pa trije te mogoče poslušajo, dva sta že rahlo zaspala za šankom, pač to niso lušne zgodbe in ko se jaz spomnim tega 20 let nazaj in ko zdaj po teh predstavah na eni strani imam Nuško, ki jo primem za roko, na drugi strani Deso pri poklonu in še Lucy in Tina in ko vidiš ti polno dvorano vsak večer in je razprodano, veš, zakaj si mogel iti čez vse tisto na kištah, ne? Ja. Zdaj so lušne zgodbe. Zdaj so lušne. Ja. In si res, mislim, to je to, zakaj delaš to, no tudi. Prej si omenila pač svoje stand-upe. Ti dost v svoje stand-upe vključuješ tudi seks, spolnost in tako. Kako si prišla do tega? Mislim, saj je neka taka tematika, ki se mi zdi, da se dost stand-up komikov dotika, ampak ti si vse ženska v tem. Tako si sama rekla, da je tudi malo drugače. Ja. Nekako bi te vprašala, ne kako smela pogum, ampak kako si prišla do tega, zakaj si se odločila pač sploh za to, pa kdaj si začela mogoče o seksu malo bolj javno govoriti? Veš kaj, pri meni je tako mogoče, da sem jaz od nekdaj sama po sebi že kar precej odprte narave, no, da sem vedno rada govorila, da sem se veliko o tem pogovarjala in tudi že, ne vem, z mamo smo imeli razne debate in pri nas nikoli ni bila to zdaj taka tabu tema, da smo bili vsi, zdaj pa o tem se pa ne govori. Dobro, nismo za ob nedeljskem kosilu si kazali diapozitivo genitali, ne, da ne bomo šli predaleč, čisto normalno, zatem se tudi nismo o tem menila, ne, ampak pač, ne vem, z mamo smo pa imeli nek dialog, o tem pa tudi seveda pol s prijateljicami in ne vem, jaz pač tudi, ko sem začela gledati te stvari, o katerih absolutno premalo govorimo, je spolnost, je taka stvar. Zato tudi jaz, ko sem začela recimo Svet užitka, torej z vami sodelovati, se mi je zdelo tako zelo pomembno, ker niso to zdaj samo spolne pripomočke in igračke, ampak je tudi res odpiranje ene zelo pomembne teme, no, ker ljudje danes, mi smo imeli, ne vem, Teto Justi smo brali, pa ne vem, z Bravo revi smo ven svoje znanje, ne, o spolnosti nabirali in jaz verjamem, da o marsičem se govori o spolnosti še pa vedno absolutno premalo in ta mladi in mogoče tudi kjer starejši nimajo dovolj informacij, zato se mi zdi to zelo pomembno in zdi se mi tudi lažje marsikatero stvar, ki bi jo kritično drugače človek sprejel, čez humor, če jo predaš, bo mnogo prej padla tudi na plodna tla. Tako da mogoče iz tega razloga, čeprav se mi zdi, da sem se zdaj bolj pametno naredila, kot sem takrat razmišljala, je pa res, da sem ogromno spremljala nemških stand-upov, angleških stand-upov in fasciniralo me je, da so moški lahko res rekli najbolj vulgarne stvari na odru, pa so se vsi smejali, ženske so padale v nezavest od smeha, moški so bili, ko pa je ženska bila, ti si pa vulgarna, veš, to pa je vulgarno. In je velika razlika, je postalo že boljše, seveda je tudi način, s katerim ti kaj poveš, kako zapakiraš stvari pomemben, ampak meni se zdi, to so take teme, o katerih se moramo pogovarjati, na zadnje načeloma vsi imamo svoje spolno življenje, kjer se zgodi tudi marsikaj zabavnega vmes. In zakaj ne bi tega delili? In videla sem tudi to, da ne vem, tudi ko sem pisala kdaj kakšne kolumne, pa bloge, pa to, veliko ljudi, ki nimajo, ki so bolj introvertirani in nasploh mogoče nimajo niti take družbe, s katerimi bi se o teh stvareh pogovarjali, potem najdejo tudi v tebi neko uteho, češ tudi njej se je to zgodilo ali pa glej še tak. In se mi zdi, poistoveti. Ja, in se mi zdi tudi, a veš, tudi koliko je to, ne vem,
terapija, ker stand-up je tudi terapija za komika, ne, kar si malo tam pa malo poveš o svojih Ja. problemih. To je tudi neke vrste terapija za ljudi, da se najdejo v tvojih zgodbah, pa da so mogoče malo manj osamljeni. Ne. Ja, mogoče res. Ja. Ti v svojih stand-upih, jaz sem slišala en tvoj stand-up uživo na enem dogodku. Kaj je že bilo za ženske? Ja, in zdaj karkoli boš, vem, točno vem, kje. Veš, ampak se tudi sladice. Tudi sladice, ja. Meni je bil Mihajla Gržin ga je. Ja, tako. Dobro, da ne bom komu delala krivice. Fuluštan dogodek. Ja, zelo. Ful fajn, ti si imela tudi stand-up vložek. Meni je bilo ful fajn, da si ga imela. Se mi zdi, da si mal tako nas nasmejala res. In sem opazila, da uporabljaš za genitalije zelo zanimive izraze. Kaj sem pa rekla? Rekla si rožmarin škatlica. Ja, rožmarin škatlica. Iz kje je to prišlo? Moja mami mi je to govorila. Je to kakšna, ti si Štajerska, ne? Je to kakšna tako fora Štajerska? Ne, moja mama je pač imela včasih nekaj, rekla, zdaj pa si moraš umiti rožmarin škatlico. In pa sem bila tako, okej, mi je to ostalo v večnem spominu. Ne vem, pa moram pa njo vprašati enkrat, odkot je to. Ja. Mislim, da sem tudi videla, da je Robert Roškar, se mi zdi, nisem 100%. Da je tudi rekel? Ja, po moje. Mogoče pa je kakšna štajerska fora. Jaz sicer od nobenih drugih še nisem slišala, razen od moje mame in mene. Ja. Razen, če sem se jaz kdaj z Robertom pogovarjala o moji rožmarin škatlici. Mogoče sta imela, ja. Večna travma ostala. Čeprav njegova mami tudi reče, mislim, da klitorisu, Gregorček ali Gregor. Ali neki tako je. Ja, Gregor, to vem. Ja, to je kar zabavno. Ja, mi najdemo take lepe izraze. Ko bi res mogel malo razčistiti, odkot in zakaj. Ja, sorry, Mos. Ne. Zdaj sem pri tej rožmarin škatlici ostala se tako. Lahko slike pošljem. Seveda, ja. Kako pa vidiš svojo kariero še naprej? Veš kaj je, jaz se nikoli nisem dramatično obremenjevala s tem, kaj bom, pa kje bom čez ne vem koliko let, ker se mi zdi, da je življenje tako spremenljiva forma in da sem jaz tudi tak človek, ki se hitro adaptira na neke stvari. No. Jaz sem vedno govorila, ne vem, jaz sem delala, začela sem, pa sem kelnarla, pa meni pač je vsako delo častno delo in tudi nekje vedno imam v glavi, da sem pripravljena tudi čist menjati, če bi mi slučajno kar prišlo do konca. Zdaj trenutno tako zelo uživam v tej predstavi, da absolutno upam, da bo čim dlje trajalo in v pisanju teh zadev tudi zelo uživam. Ampak nikoli ne veš. Imela sem tudi, pač, ko je moj leta 2019 moj oče umrl, sem recimo šla na pauzo, 5 let sploh nisem nastopala. No, 4 leta nisem nastopala. Zato, ker mi nič več ni bilo smešno in tudi, mislim, nič več smešno, se mi je kasneje postalo tudi kaj smešno, ampak v tistem trenutku si toliko ranjen in ti je to zabavanje drugih predstavlja bolj muko kot kaj drugega. No. In takrat sem bila iskrena do sebe in sem to tudi opustila in sem delala druge stvari in me je naučilo, da tudi preživiš, ne? Da ni tisto, kar delaš, to, kar te definira, ampak moraš pa res poslušati samega sebe, pa mogoče ne preveč se obremenjevati s tem, kje bi rad bil pri določenih letih, razen če ti je to nekaj, kar te žene naprej. Mene osebno ne. Jaz rajši gledam na to, v katerem trenutku sem kje zadovoljna in v tistem trenutku, ko se počutim tudi, da še imam neke izzive. No. Ko pa to gre stran, pa ni časa za objokavanje, pa je čas za iti naprej. No. Ja, to je res, ja. Tako da si bolj taka go with the flow. Ja, pa nisem bila prej, to se mi zdi, da z leti prihaja, ker se mi zdi, da vedno bolj znam ceniti minljivost vsega in to je to, ker sem bila 40 stara decembra in se že, a veš, to te potem že te premakne. Tako se čutam svoj pogled, da to se te malo čudem pogledala, ampak ne bi rekla 40. Jure bi ti rekel, da je ona 40 stara. Prosim reči, če bomo ugasnili snemanje. Ja, ampak ne, mislim. In se začneš pač z drugimi stvarmi tudi ukvarjati. Tako da, hvala lepa. Hvala mamo in njeno rožmarin škatlico. Dobro opravila.
Tako da, ja, no, v glavnem, in mi je to bolj pomembno, no, tudi pa, da se obdajaš z ljudmi, ki so ti fajn in vse te fore, kaj je pač. Vse to, kaj so nam pravili starejši, pa sem si mislila, evo me zdaj. Zdravljeni, domovi upokojencev, strinjam se z vami. Ja. O, bog. Ko si začela ti z nami sodelovati, kakšen je bil, jaz takrat še nisem bila na tej poziciji v podjetju, da bi, ko zdaj vas imam čez, ko rečem, v narekovajih, ampak ko si ti začela sodelovati z nami, to je bilo že kar nekaj let nazaj, verjetno. 4, ja. Ja. Kakšen je bil odziv tvojih sledilcev? Zelo mešan je bil, iskreno. Od začetka pač zato tudi, ker so bili vedno navajeni ljudje, da ko pride do spolnih pripomočkov, da je to vedno nekaj cenenega, pa takega, pa ono, ne? Ker so vedno bili navajeni, da te tam te starejše gospe v onih mrežastih nogavicah postrežejo, ne? V teh naših trgovinah tam. In so nekako to enačili, mogoče bolj s tem in s tem, da bom ne vem, kakšne prikaze delala vse. Ampak se mi zdi, da potem tudi s časom tako, dobrodošli v moji spalnici. Ja, tako. Vabljeni sosedje. Ampak potem pa so hitro tudi dojeli, ker sem predvsem od začetka tudi jaz sama res poudarjala, koliko mi je pomembno sploh to, da se pogovarjamo o spolnosti, da sem tudi prek tega bolj htela animirati ljudi, da bojo vedeli, o čem se tu gre. In da tudi pač ko so enkrat potem videli, da jim hočem dobro. In z razlago, tako, in z kodami, ne, ki tudi niso zanimive. Se je pa zdaj oblikovala ena taka lepa množica ljudi, ko me vedno znova še kaj vpraša. Ja, zdaj čakam, če me bo kdo še na kako degustacijo povabil, da mi še tam z raznimi mojimi pripomočki, ki jih ni malo. Zdaj se mi zdi tudi, zato ker tudi Svet užitka je toliko delal na tem, in koliko vas spremljam skozi delate na tem, da res se taka ena filozofija je lepa razvila okrog tega, no, in neverjetno seks ni slab in užitek pri tem je fajn in dajmo se o tem pogovarjati, kaj ni lepše to, ko ne vem čem drugem. Tako da se vedno bolj razvija. Sicer so eni potem začeli z mano deliti mogoče že malo preveč svojih osebnih stanov. A dobiš tako? Ja. Ja. Mislim, vse ene zgodbe so lušne, ene so pa res tako, gospa, mogoče to ni zdaj za mene. No? Dajmo se z možem malo o tem pomeniti. Ampak, ja, no, je pa lušno vseeno, jaz pravim, gled, če ljudi spodbudi za nek pogovor z veseljem, sam slik ne bi več imela, no to pa. Ja, pa to pa leti tako ali pa drugačka še. To pa leti, ja, kaka. Ja, kaka genitalija. Ja, kak penis, tako. Za lepši dan. Tako, ja. Kaj pa to vidva zdaj s tvojim fantom, partnerjem? Jaz sem kol ne vem, kako reči. Ja. Nista poročena. Ne, nismo poročene. Pa jaz sem prestara za fanta, partner. Ja. To tudi jaz mojemu rečem, pa on je pač drugače 14 let starejši od mene, pa jaz rečem partner, pravim tako. Partner. Pa sem tako potem govorila fanta, kaj se nisva stara 15. Tako je. Njemu se pa to tako hladno slišaš, kot poslovni partner. A ja, zdravo, jaz ti zgloke. Vidva snimata pač dosti teh reelsov skupaj. Kakšni so kar tako zabavni, sploh ti, kar za nas naredita, meni so pač smer taki duhoviti. Kako to zgleda, ko vidva to snimata? Pač, a vam rata v enem, a se smejata, ali... Čisto odvisno je. Načeloma nama uspe, po mojem, tam eno drugo ali pa tretje sigurno. Pri kakem takem bolj intenzivnem se tudi dosti smejima, se pa tudi kdaj skregama, kaj različno vidiva, ne? Ja, ta različne vizije. Tako, različne, ja, več pa sta dva tako kreativna, pri hiši to hitro Ne, drugače pa, res je pa super, ker je tudi Primož je človek, ki ga res veselijo in scenariji in ta snemanja in da se je tudi podal sploh z mano v to, ker ni vsem zdaj tudi fajn se izpostavljati, ja, to razumem, tako da ni drugače človek, ki bi se takrat izpostavljal v teh videih, pa zelo rad sodeluje z mano in to cenim. Tako da, ja. Lepo. Prej si rekla, da ste bili doma dosti odprti za te tematike, pa tudi oni niso verjetno videli kakšnega problema v tem, ko si začela z seks igračkam, tako ali pa kaj. Kakšni so, pač joj, jaz včasih kako ga povabim za sodelovanje, ne pa so tudi kakšni, ki se ukvarjajo s promocijami, pa jih tako poznam, iz svojega življenja,
pa mi tudi kakšna punca, mislim punca, ni zdaj to neka najstnica, Ja, ampak recimo neki proti 30, se pravi čez 20, joj, veš, pa mene starši spremljajo, pa jaz to ne bi. Pač ja, še zmer. Jaz verjamem, da je marsikomu neprijeten, ampak ne, se da nekako tako zapeljati. Jaz mislim, da je čisto odvisna, ne? Temi, a veš, ti lahko iz vsake teme lahko narediš, ali da narediš škandal, ali pa jo lahko zapelješ tako, da bo ljudem blizu. Jaz pri seksu in spolnosti nasploh ne vidim absolutno nobenega razloga, razen če bi res bil, ne vem, človek divje vulgaren, ali pa res, da bi jaz tu kazala, ne vem kaj. Drugače pa ne, moja mami je ekstremno odprta in ženska z veliko humorja in tako da ona je od začetka tudi sprejemala pakete, kaj si danes dobila, pokaži, in s njih kazala in pač jo je ful zanimalo. In ona je tudi glavna promotorka tam na Štajerskem delu, tako sam da povem. In ona, ni ta prver so seksi igračke. Tako, ona me tudi zelo mami, zato ker ona ima eno grupo prijateljic, ki se jim reče Refoško rože. Tako so se poimenovale in one hodijo skupaj, ja, in one imajo srečanja in rojstne dneve in dopuste skupaj in ona vedno potem meni, daj, bo še enkrat prinesla neki kovček cvet užitka, da boš ti malo to pokazala onim, ker sploh ne vejo. In potem se one o tem pogovarjajo in vsakič, ko se vidimo, še jim kaj novega povem, skratka, in so vse te ženske tako odprte. In jaz mislim, da nam to zelo, zelo manjka, ker smo vsi, ljudje so tako zategljeni in tako trpijo pol znotraj tega, pa verjamem, da jih globoko v sebi ogromno stvari zanima, pa da je življenje res, res lažje, če bi samo malo sprostili svoje notranje mišice, kako keglovo vajo naredili. Kako si se lepo izrazili. Ja. Sprostili svoje notranje mišice. Tako, a veš, ko smo, pa ne vem zakaj. Kaj pa se zgodi? Ne vem, malo je po moje tega, mislim, vse polke greš brati kakšne te stvari, kako je bilo nekega sramotenja okrog tega, a ne? Pol ti je jasno, a ne? Ampak časi so se spremenili, pa obstajajo in platforme in ljudje, s katerimi se lahko o tem pogovarjaš in jaz mislim, da si delamo veliko škode, da ne govorimo o teh stvarih, veliko tudi je zafrustriranih ljudi zaradi tega, mislim, pa nam pa na Facebooku pišejo. Ja, tako, no, potem pa so to ljudje, ki se javljajo iz mamine kleti, lepo. Tako. Kakšen je bil, pač to jaz večino gostov vprašam, zato ker sem utila, da vsak ima različno izkušnjo, tvoj prvi seks. Ni bilo tako divje fajn, no. Ja. Jaz sem doživela svoj prvič, tudi to govorimo o svojem stand-upu, z enim Švedom. Švedom? Ja, na Krku. Henrik, lepo te pozdravljam, če gledaš. Pozdravljen. Tako, in pozdravljen, Henrik. Tako da z njim na plaži ni bilo fajn. To neko ljubljenje na pesku je utvara, ki ne funkcionira, še zdaj imamo tis kamna v eni ritnici, mislim, tudi če ne. Še kar malo mivke, še sem pa tja ven pade, a ne? Ne veš sploh, kje smo, kdo je kje in kam bi šel. Ja. Tako da ni bilo nič, drugače ni bilo nič traumatičnega, nisem imela nobenih dramatičnih bolečin ali kakoli takega, situacija je bila neugodna. Lahko bi bilo boljše, ampak na srečo je boljše. Henrik se je izkazal ali bil tudi on bolj? Zajček, ja. Zajček, ja. Tako lepo pojme. Ja. Ne vem, kako se v švedščini to reče, žal nisem vedela, da bi ga poklicala. Švedski zajček. Švedski zajček. Se prvo mogla pomisliti, da misliš ta pravega Šveda. Ja. Tanja. Da. Eno vprašanje imam. Reči. Vprašanje poslušalcev. Sveta Marija. Ne, se ni kaj takega. A imaš kakšen fetiš? Ali pa tako, da ti je neki bolj ljubo, če nimaš lih kakšnih tako takih. Kaj je, jaz, da bi zdaj imela prav fetiš ga res nimam, po mojem svaj. Ga še nisi najdela. Študiram, kaj je mu fetiš. Mislim, jaz rada imam spolnost nasploh. So stvari, ki se mi zdi starejši, ko si bolj pač točno veš, kaj ti paše in rineš mogoče več v tisto, kaj ti ni pasalo, si pa vseeno kar odprt, da še probaš, ker se mi zdi, da sem jaz tudi prej, vam to moram povedati, da
odkar sem začela tudi z vami sodelovati, to zdaj zveni se kot, da je plačana reklama, pa Ni. res ni. Sem se tudi sama bolj odprla glede teh vseh igrač, ker jaz absolutno prej nisem nič sprobavala, oziroma eno stvar sem probala, preden sem prišla v stik z svet užitka. A res? Zato mi je bilo to toliko zanimivo, ker nisem dejansko, jaz sem vedno mislila, pa se ne rabim, a veš, pa itak ne. Nisem imela sama niti nekih težav na tem področju. In posebej tako, to ne pomeni, da ne moreš tudi še probati vsega ostalega in mi je to tudi odprlo eno tako paleto tega. Tako da ne, zdaj da bi rekla, da imam, nimam pa nobenega fetiša, sem kar dolgočasna glede tega. Rada pa sprobam nove stvari, to pa imam rada. Mogoče je to, da rada vedno znova kaj sprobam, da vidim, kaj se mi zdi. Dolgočasna. Ne, pa nisem. Ni Tanja. Nisem, nimam pa, ne vem, da bi pa kaj tako imela, ne vem, da bi rada, da se oblečem v psa in me kaznujejo, to pa nimam, no. Ampak, ne vem. Kaj si izbrala, ko te vpraša, a imaš fetiš? Ne, nimam tako, da me oblečejo psa. To pa je nekaj, kar sem kar tak, to mi je pa prijateljica povedala. Mogoče dirty talk imam rada, evo, to imam pa res. To imam jaz tudi rada, malo me tako. Pa mogoče imam rada to, da vidiš, da se bom odprla. Verjetno zato, ker sem toliko v življenju, to sem se enkrat psihološko razložila, v življenju toliko sama ene stvari tudi odločam, pa sem vedno navajena neke stvari, čeprav mi absolutno seveda ljudje stojijo ob strani, ampak imaš te neke, imam rada, da so drugi bolj dominantni v meni. To sem tudi jaz mojemu razlagala, sem rekla pač tako, pa doskrat smo ženske, zdaj se ful govori o temu mental load, da ženske pač, a veš, tipi so tako, se mi bomo naredili sam, povej, ne? Zakaj ne poveš? Ok, pač ta razlika. Ženske smo pa skozi to, a ne? Seznam. Ja, seznam, a ne pač mejše tipov seznama pa bo lažje, a ne? Ampak pač smo si različni, kakorkol. In pa mogoče zaradi tega tako. Mal ti zdaj, da je lahko. Tako, jaz sem se samo sprostila, tipa da. Da to mogoče, to mi je kar pomembno. Jaz sem se tudi tako psihološko razložila. Seveda smo si, ker smo ženski, smo si razložili, ne? A veš, logično, ne? Tako, ja. Ja. Samo da jaz pogledam, da ne bom česa spustila. Aha, daj. Mi da bomo imeli zdaj eno rubriko, ki sem jo jaz poimenovala tako ful zelo, to se tudi zelo radi, angleški izrazi. Nisem jo poimenovala angleški izrazi, samo zelo so ljudje postali občutljivi na to, da rečeš kaj v angleščini, čeprav velik vsebin, ki jih gledamo, so v angleščini. A ne? Pa ne samo tako te gluposti, ki jih pač gledaš po Instagramu ali pa TikToku ali pa tako, ampak tudi jaz, če grem za podcast, ko imam sama kakšne tematike, ko grem raziskovati to, je ful več stvari v angleščini, a ne? In je težko, ampak to so ti izzivi modernega sveta. Ja. Po en stran se zelo razume to, po drugi stran se pa zelo obsoja in tudi to je. Sploh pri kakšnih takih tematikah je težko, ker je veliko izrazov v angleščini. Ker slovenščina sploh nima, prevzel pa, ali pa sploh ni izraza, recimo, a ne? Ja, jaz sem imela problem, jaz sem veliko časa nemške izraze imela, ker pač štajerska. Aha, ja, seveda, ja. No, tale rubrika je čarobna paličica. A nekje ti je redo čarobna paličica. Se nekaj, to so stalna 3 vprašanja, ti boš danes prva na njih odgovarjala. Odlično. Kaj jih bo vsak gost imel, zato ker se mi zdi ful zabavno, ko vidim, kaj pač različen poveste. Če bi za eno noč lahko postala kjerkoli filmski ali pa knjižni lik v spalnici, kdo bi bila? Ne tako nekdo, ki je že v spalnici, ampak recimo jaz bi bila ful, recimo, ne vem, Hermiona iz Harryja Potterja v spalnici. A veš, kaj mislim? Tako, ampak karkoli. Kar hočeš, kdorkoli hočeš. Lahko je igralec. Torej, mora biti pa prav, prva misel mi je bila Pink, bi bila pevka, ampak ne. Lahko si tudi Pink. Ona se mi zdi bila kar. Ona se mi zdi tak divja. A res? In taka. Ampak dobro, čakaj, ne se še poštudirala. Lahko si tudi moški, če ti paše. To je tako modern. Ne smem preveč, da bi to še venčal. Veš, kaj bi jaz bila? Jaz sem ful gledala, sem zdaj se pa Henry Cavill, ne?
On je igral v eni seriji, Bog mi pomagaj. Malo srednjeveška serija je bila. The Witcher. Je bilo. Ni bil Witcher, mnogo let prej. Mnogo let prej. Spomnim, ampak tudi v Witcherju, jaz bila Henry Cavill kjerkoli. V bistvu bi bila na njem kjerkoli, ampak dobro, dajmo to, rečemo on, ja. On v Witcherju. On je tudi dober. Ja, dober. Enkrat je bil v Sloveniji, ne? A res? Ja, ki je snimal na Bledu, ali ki je snimal v Kranjski gori. In sem razposlala vse, kaj sem jih poznala, da so delali tam, da so me obveščali in ena ga je srečala. In je delala v hotelu in je zaradi tega, ker je podpisala to pač pogodbo, da ni smela razkriti, kje je, mi je šele kasneje povedala. In smo tako, cool, hvala za nič. Tako da Henry Cavill. Tako je, če bo kje, da v Sloveniji morate prvo Tanji povedati. Prvo meni, ja. Prvo pa samo meni. Jaz bi bila po moje, ful zanimivo, da bo obedve moški, jaz bi bila po moje Jason Statham, samo to sem že, ja, on je tak old school. Ja, on je old school, ja. Ja, Henry, oj, ker je sem začela, sploh nič malo sem že zaredela, kam grem. Res mi je zelo všeččine, če se ni iz tega zdaj razumela. Zanj sem gledala, kaj je bral kao ti, ne, tako smatram, to reč, bivši Twitter, pač kaj X-a, kaj je zdaj, ne vem, sploh. Kako rečeš to v stavku? Sem bral na X-u. To zdaj sliš, da si na knofih ali nekaj. In se ne pustim, ja. In je bral pač te izjave o sebi, o drugih. Ja, tisti je bilo zanimivo. Bom gledala. In poglej. Vse o njem bom pogledala. In je on bral, ne vem, ko so ženske pisale, kako bi pustile, da jim dela stvari. Ja, tako da. Mogoče je tudi kaj od mene, kdaj prebral. Mogoče. Vse bi lahko dela. Ja. Tako da Henry. In ti bi bila ona. Ja, pa bi bila s kom drugim, ali bi bila skoli sama sabo? Jaz bi bila sama sabo, bi se dotikala sebe in se imela rada do konca svojih dni. Hvala lepa. Nočem, da se kar druge ženske ali pa kaj dotaknem. Čisto on. Tako samo vzela dopust bolniško in se šlatala. To bi bil. Ja, to je ful zanimivo, kaj to svojemu kdaj rečem. Kaj bi ženske vse delale, če bi bila lahko tako, da bi pač se za en dan zbudil, pa bi bil tako moški. Pač imel moške telo. Tako. Pač helikopter. Tako. Ne? Ja, pač kako oni bi pa joške zikar. Vse to. Zanimivo. A veš, da nisem sploh pričakovala, da boš rekla Henryja. Ja, prosti. Ja. Sama sebe sem presenetila. Si, ne? Rdeče ličke. Ja, ker me je malo. Če bi te lahko ta moja čarobna paličica ponesla kamorkoli na svetu za eno noč strasti, kam bi šla? Kjera destinacijo bi si izbrala? Pa zakaj? Pa po mojem bi šla v New York. New York? Ja, zato ker je na mene naredil tak lep vtis, ko sem bila tam. In se mi je zdel tak, čeprav zdaj ne v tej situaciji, več ne bi šla zdaj. Ne bi. Trenutno mogoče London bi šla, London. To je London več boljš, veš. Tudi v London ne bi šla. Berlin. Ne vem, prav malo mi je že zmanjkalo teh destinacij, ker dejansko New York mi je nekoč, mislim, ko sem bila leta 2018, mi je bil krasen. Zdaj trenutno ne je šla tja blizu, v Londonu sem bila na praksi, sem živela tam, mi je tudi bilo super. Meni je tako žal, jaz zdaj lih grunta, ne in Pariz, London, vse te, jaz nisem bila še noč to. Ja. Bila sem v Italiji, v Firencah in to je srednjo šolo, ampak tako, vedno sem si želela iti, ker so pač neke taka ikonična mesta, ne. Ampak zdaj pa, ko gledam, kaj se to vse dogaja, sem pa sam tako, Tudi če ne. In mi je žal, in mi je prav žal mi je, da pač nisem takrat vsaj za 2 dni šla, veš, Ryanair, 200 evrov v žep in to je to, sam to, da bi lahko rekla. Lepši čas je takrat, res dejansko so bili. Klinc, mogoče bi pa šla v kak Portugalska, lepo mesto, ob rekici, vinček. Aha, malo tako. Strastna noč. Upam, da si mi Henry Cavilla namenila. Ja, seveda. Hvala. Ja, pa mi je vseeno, pa se lahko tudi v Rušah dobim z njim. Rušja. Čist vseeno, res hvala lepa, tako da kamorkoli. Kaj pa, če bi ti lahko podarila neko izkušnjo poslušalcem, kaj bi izbrala? Seks izkušnjo. Lelo Sono 2 bi jim izbrala vedno znova.
Jaz sem mojim prijateljem toliko gnjavila s to levo sono, samo zato, ker jaz sem, ko sem jo sprobala, to po mojem, v trenutku, ko sem jo odložila, ja, vem, kako to zveni, sem že SMS-e pošiljala, nabavite si to, zato, ker je pač, meni je bila to tako nora izkušnja, kaj se da doživeti z eno igračko in tako da, ja, to bi priporočala, to bi bila moj darilo vsem, da vejo ženske, ker vem, koliko žensk se tudi bori z tem, da ne dosežejo orgazma in da imajo razne druge stvari v glavi, ko se težko sprostijo. Ja. Samo, please, probajte Lelo Sono 2. Ja. To so zdaj je veliko teh na zračno, ampak ja, tista je bila takrat kar popularna, ne? Tako da jaz, če bi imela hčerko, bi je dala Lelo Sona ime, v tistem danem se sem pomirila s tem, no. Zdaj ogromno imam tudi drugih krasnih, ampak Lelo Sona je pa takrat res bila ono. Ja, je še zmer med ljubšimi. Da, še vedno v nočni umarici, predalu. No, vidite, potem Tanja dejansko sproba igračke, da ne naklada. Uporabljam, tako še vedno vse dela, no. Pa greva pa lahko zdaj kar na izdelek. Okay. Tega sem ti jaz tudi poslala, oziroma smo tega poslali. Ja, prisotnim. Tako, smo tega poslali v promocijo. Jaz ga imam ful rada in sem rekla, da glede na to, da sva ga obe imeli, lahko skupaj narediva review. Jaz ga bom samo pokazala, tega ne smem odpreti, ker sem ga si spodaj v skladišču odprla. Jure, v katero kamero ga lahko obrnemo svojo skupno. Evo. To je My Magic Wand. Pa res je. Magic. Kaj ti je bilo najbolj všeč? Oziroma prvo, da povem, to je mikrofon za genitalije, ne se ne. Tako, spodaj pol zapoje Rožmarin Škatlica, lahko opero poje, lahko v pop vode greste, kamorkoli boste šli. Mislim, odvisno od kapacitete, kako globoka je, toliko bo dala tona. Tako. Ne, to je pač... Ja, wand se reče, masažna palica bi bilo prevod, ampak v glavnem za zunanje uporabo je. In vibrira. Če kjera noč spravi tudi kul, ampak po mojem bo še vseeno, dajmo zunaj. Ja. Tako da, ja. Tvoje prve misli ob... Super je. Ja? Super je, res. Mislim, tudi ta je v nočni umarici... Človek sprašuje, če še imam sploh plat za kaj drugega v nočni umarici, razen za, v glavnem, fantastično je. Moram priznati, da vedno, ko ga tak vidim še v družbi koga drugega, ko nisem sama, mi je malo nerodno, ker sem tak, kaj se bo zdaj zgodilo? Ko začel bo napadu te bo. Ne, res je fajn, zelo ga priporočam. No, všeč mi je tudi dejansko nobenega polnjenja, ni potrebno, ker je itak na kabel. 220 nikoli ne razočara. Pa kabel je dovolj dolg, tako da tudi, če vas prime, da greste vmes, ne vem kom, si ga lahko vzamete zraven. 3,5 metra dolg kabel. Super je. Oblika je fantastična, tudi te stopnje jakosti, s tem, da jaz sem na enkici, ker ostanem že takoj pri štartu. Ja. Sem le nežna deklica. No. Ampak ja, mislim, material je fajn, vse je fajn. A si vedela drugač, da ta Magic Wand sicer je bil od Hitačija? Ja, to mi zmer moraš potrditi, sem že parkrat povedala, ampak tako sem nesigurna, pa se moraš povedati. Naš tehnični tako pove, da je prav. Se pravi, bom preverila, v 60 letih je bil že razvit, ampak ne kakor seks igračka, ampak za masažo mišic športnikov. In, to je tudi športna mišica. Tako, pol čez nekaj let so ga pač začele uporabljati tele... Ženske so hitro pogruntale. Znajti se je treba, ne? Ja, valjda, hitro so pogruntale, pač kako se ga lahko še uporablja. Pa je bila pa Betty Dodson, mislim, da. Ona je bila ful tako aktivistka na področju ženskega spalnega zdravja, kako bi rekla. Zelo je tako spodbujala ženske in to je bil njen... to go, pač pripomoček, ne. Je bila pa fora, da podjetje, pač to, kar ga je razvilo, pa ni hotel nič s tem imeti. Nič so bili ful tako na ta način. A vidi zdaj, ne? Ja. Se zaradi tega tudi ne ravno te stvari, no, premalo tudi cenimo vse te aktivistke, ki so se borile za naš užitek, res je treba malo pogledati to vse v zgodovini, kaj vse so dajale čez in za našo osvobajanje in zato, da smo lahko danes malo bolj javno glede tega izražene, tako da... kje še zmer ne, kje še zmer kar...
Kar hudo. Mislim, meni je bilo zelo zanimivo, ko sem gledala kakšne te stvari, ko ni tako, mislim, zdaj ful grozen primer tega je pač ta ženska, ki jih obrezujejo, pač mutilacija in tako. Ampak tam ženskam to naredijo, ker je pač del kulture. Ampak to dejansko pa umrejo, ker je to isto nestarilno. To kratko naredijo, veš. Ja, sem spremljala tudi gledala te intervjuje punski, se jim to zgodi. Mislim, jaz težko razumem ene tradicije, ki ljudi pohabljajo. No. Ja. To mi je neverjetno in tudi, da potem se ohranja ta krog tega je. Ja, čeprav zdaj tudi vse več manj prihaja recimo za obrezovanje moških, kar je bilo pač to. To je bilo pa kratko. Ja, to je bilo pa, ja. Vse bolj ugotavljajo, da ni, a ne, tudi recimo za dojenčke, ki zgleda kao, da se pomiri, kao oni to njemu na živo lepo odrežejo, ali kakor kje delajo, verjetno ne povsod, da v bistvu pade v šok, ne. Sigurno, mislim, to so stvari, čutiš, doživljaš, tudi če ne moreš povedati v tistem trenutku, ko si še premali, vseeno so to je, mislim, absolutno je šok za telo in za vse, tako da. A veš, to so potem take smeške zadeve. Jaz s enimi zamorjenimi temami. Ne, ampak v bistvu, a veš, mislim, mi smo tak, ne, govorimo zamorjene teme, samo je pa to nekaj, kar se po svetu dogaja in stvari se zelo, zelo prepočasi premikajo in spreminjajo in zelo smo tolerantni do tega, ker vedno, ko rečemo kultura pa tradicija, sem pičica, če ljudje zaradi kulture in tradicije umirajo. Drugače je bilo, ja, pač bilo je, ne vem, te lika imajo v nekih teh tradicijah imajo še zmer tako, da jim ta njihov duhovni vodja ali kakorkoli, ki jih pač obrežejo, pač tam, ne vem, whatever, jim z usti kao, kar je že to ful tako pač, ne? Ampak pa je bil pa še en incident, da je ta model imel nek herpes, ki je pa itak za dojenčke smrten, ne? Tako da so, ja, še tole. Ja, tako da še mislim, se vidiš in teh zgodb, ne, o tem, kje smo še leta 2025, je toliko, zato tudi jaz pravim, da mi, ko pa živimo tu v tej pa kar krasni Sloveniji. Slovenija je fantastična zaenkrat. In imamo opcijo tako govoriti o tem in uživati v tem, pač dajmo, mislim. Jaz se mislim, da ljudje ne cenijo dosti tega, pač ti tako zelo napadajo, pa ste vulgarni, pa skobo, pa tretji. Jaz zmer pravim, da pač o stvarih se da pogovarjati, pač sej so primerne, a ne pač imaš podcast, ki je temu namenjen, recimo. Pač, če nočeš tega poslušati, pač ne posluši, a ne, ampak tako, se ni tako, da bomo hodili po ulici, pa se darali penisi, orgazmi, a ne. Tako, jaz tudi si nem dala na čelo tetovirati pod glavo. Z dildo tam lahko. Ja, tako pozdravljeni. Ampak ja, pač se mi zdi, da ljudje ne cenijo dosti tega, da pač imamo to možnost se o tem pogovarjati, ne. Ja, pa da smo tudi vse, kar se ljudje borijo za stvari in za napredek, spolnost je tudi ena izmed teh stvari. Mislim, se tudi vsa ta in ne vem, od posilstev do vsega, kar je na svetu, če gledaš, ne, tudi to, da se pogovarjamo odprto, da imamo dialog o tem, kako vlogo ima spolnost v našem življenju in te frustracije, ki jih eni doživljajo. Jaz mislim, da bi z nekim pogovorom in da bi ljudje iskreno imeli neki varen prostor, kjer bi se pogovarjali, bilo mnogo manj vsega, no, ampak ljudje se konstantno protivijo nekemu iskrenemu pogovoru, no, se nasploh tudi ne samo v spolnosti, ampak se bo, jaz mislim, da tudi s takimi stvarmi, s takimi pogovori, jaz upam, da se tudi vzgaja ena generacija bolj odprtih ljudi, čeprav imam včasih tudi, ko vidim komentarje, svoje pomisleke pri novih generacijah, ampak odvisno očitno od človeka. Vse v zdravih mejah. Tako. Jaz imam zate še 5 hitrih vprašanj. Odlično. Tako da... Moram hitro odgovarjati. Ja, prva stvar, ki ti pade na pamet. Ne vem, če bo dobro. Mama, ne poslušaj. Se ni tako do. Najbolj nenavadno mesto, kjer si že seksala ali pa bi rada? Dvigalo, ne vem zakaj. Bi. Ja, ne vem zakaj sem to rekla, mogoče očitno bi. Sem dvigala, so včasih tako v kakšnih filmih pa to v bistvu dostkrat predstavljena kot zelo tak erotičen plot. V bistvu je pa kovinska škatla. Ja, pa ko vidiš marsikatero, ja, še malo po urinu smrdiči, zelo srečo, tako da mogoče vzami ima to filmsko stilo. Ja. Pa tak z ogledalom. Tako, ja, da sebe gledam v različne dele
kožne gube. Samo mora biti v kakšni stolpanci, ja, veš. Ja, ampak s primerno svetlobo, že malo zatemnjeno. Ja. Se mi zdi, da imam že malo preveč pogojev, ampak ja, v temnem dvigalu, ko je elektrike zmanjka, tako da veš. Medtem, ko čakamo na rešitev. Ja. Tam, da ne porabiš prehiter, pa kisika. Kaj imaš raj, jutranji seks ali nočen? Joj, različno je, odvisno, kako sem utrujena. Rada spim, zdaj bi rekla, trenutno je jutranji. Jutranji. Trenutno. Ja. Se mogoče bo pa spremenilo glede na počutje. Ja. Rada spim, veš. Jaz tudi rada spim. Zdaj sem se odločila, da bom hodila zjutraj na fitness pred službo, s tem, da je fajn, da sem v službi zdaj ob 7, ker moram ful hitro nazaj, ker moram čist na drug konc iti, ker tam malo v šoli in je čist tam, ko smo doma. Naredila sem si, pa nisem izvajni človek. Ja. Koliko si zbudiš ob 3? Danes je bilo prvič tako, veš. Jaz sem enkrat, kakšen let nazaj se je zgodilo, da sem šla tako zgodaj, ampak drugač, danes sem imela budilko ob 4, ampak se nisem ob 4. To so boleče ure. Jaz sem se 4 leta zbujala zaradi radija ob 4 in sem rekla, ja. Nikoli več. Ja. Ne bi jaz to. Ne. Zdaj sem rekla 2-krat 3, ampak ne. Mislim, jaz sem imela tak plana, veš, da bom jaz 15 do 7 ferti, pa imam 15 minut z avtom do službe od fitnessa, ne, kaj je javni fitness. Sem bila pa ob 7:30 v službi. Fantastično. Ampak se mi zdi, da za prvič mi je. Ja, bravo, ja, seveda. Že to, da si šla skozi, ne, da si. Ja, da sem naredila nekaj, se zdaj me pa vse boli. Ok, ena stvar v spalnici, brez katere ne moreš. Brez mojega. Brez tvojega. Sem videla, da samo še sem imela v glavi tako. Prvo več lelo so na dve, pa sem mislila, ne, Primož. Jaz sem pa mislila, da boš rekla brez penisa. Jaz prvo sem htela reči, bila sem psa, lelo so na dve, Primož. Sem bila, ok, dajmo. Ne boš malo Primož. Ja, tako, brez mojega. Ok. Kaj te v trenutku najbolj ugasne? Napisala sem se ugasne, da se ne bo kdo usajal, veš, kaj je turn off drugače. Da mi torej, da te mine. Da me mine. Joj, mene redko mine. Ja. Ja, ne vem, če mi je, ne vem, če mi se je zgodilo, da mi je bilo, pa da me je minilo vmes. Nič. Nič. Ja, vem, da me mine, ja. Ko začne bolj kuža krampati po vratih. Eni pa pustijo, da gledajo. Ne, nimam rada tega. Sva enkrat imela očesni kontakt, vmes pa sem zatraumirana do zmeraj. Zdi se mi, da ljubezen igre je za dva. Ne, hvala. Tako da ja, to tega ne štekam. Če kuža čutim, slišim, da dela neko paniko, potem me ker je to moj otrok. Ja, jaz sem nekaj hotela reči, koliko slišiš, da je to otrok neki, pa si kar... Čeprav imam kar srečno, ker rad dosti spi, tako da ja, pa je v redu. Ni problemov, ja. Pozdravljen nole. Ti imaš zdaj kužja, ki ima 3 nogice. Ja. In? Brez problemov. A ne, on je itak se ne... Ne, on se je tako adaptiral na to, da sploh ni nobenih, sigurno. On mi pokaže dejansko, zdaj, ko smo se že kar spoznala, mi pokaže, kdaj on kaj ne more, se tudi usede in potem kao dvigni me, ker je kar mali šef. Drugače pa on sam skače na kavče, na vse. Dobro, če je previsoko, ne more skočiti. Drugače tudi hodi z nama, smo šla, ne vem, na dolge pohode, lahko gre tudi v gore je šel. Zdaj ne more hoditi, če je ful strmo, ker pač mu zadnja tačka ena manjka in ga tudi ne forsiram, ker se mi zdi to bolano. Ampak drugače pa to ljudje sploh ne opazijo, dokler ga ne pogledajo od zadaj, ker on bolj hitro, ko gre, lepše gre. In je pač izjemen, taka motivacija tudi za vse ostale in on se je z našo navado prilagodil in je krasen kuža brez... Jaz ga vidim, kaj ga doskrat kaj objaviš. Ja, jaz sem kar obsedena z njim. Ja, pa ne, super, je res od januarja je z nama in je... Je fajn. Top, res. Tako je lušno, ko vidiš, ko rešiš te, ko pač posvojiš psa,
ker rabijo en čas svoj, da tudi oni dojamejo, da so zdaj doma, pa da so varni, pa da je to. Ja, so vse svojmo tudi. Ja, in pol, ko vidiš to, zdaj, ko je res postal najn, no, ko se mu res vidi, da je že čist predan. Pa da zaupa, ne, da ga ne ostane nekje. Ja, in je to meni toliko pomeni, jaz ti ne znam. Mislim, to je meni so te živali nasploh. Imaš rada? Ja, zelo, vedno bolj, mislim, vedno manj razumem ljudi in vedno bolj želim biti z živalmi. Verjamem, ja. Ampak ne na tak način. Ne na tak način. Ne razumel fetišov. To sem mislila zelo ljubezensko izpovedno, hvala lepa. Ja, se to je zanimivo to pač z živalmi. Mislim, da v nekih državah je to prepovedano, v nekih pa ne. Mislim, jaz karkoli je v zvezi z živalmi, kjerkoli pride neko mučenje, tako ali drugačno, jaz pač mislim, da imamo absolutno premale kazni, jaz bi to uvedla, tako čisti pripravljen živali nekaj narediti, si za mene psihopat najvišje ravni in naj te izločijo iz življenja, to jaz sploh nimam nekaj to zapor. Tako da živalmi začnejo, pa grejo pa na ljudi, ne? Ja, jaz bi prej začela, ker jaz prej razumem, da v efektu kaj človekov narediš, ko te razkuri. Ja, sanka ni, a veš, teka mučijo, pa to ne delajo v efektu, ne? Ja, delajo bolj... V glavnem jaz bi to dala vse, pozdravljena plinska celica. A se ti spomniš, kaj je bilo na hipodromu Stožce, kaj je en konja šlatov? Kobilo? Ko so ga na kameri... Ja, pač je šel noter v boks, pa je ima šlato. Sam en je takrat rekel, jaz se spomnim, ko ima pač tudi konja tam, je rekel, on se je hecal, pač tukaj, jaz ne vem, kaj točen je bilo, ne bom neč rekla, da sem dokaj obesil na to, ampak njegove besede so takrat bile, pa ne da bi on podpiral to delče tega, pač je ful v redu model in tako res lepo skrbi in to, ampak je rekel, tam jo je mal pošlato, vse če kobili ne bi bilo, bi ga že nabrcala, kao, ne, se on je bil, a ne pač res v kotu in bi ga res lahko orankčam, da bi mnogo dvignila. Ja, bi ga po mojem krihtala, dobro, ne? Ja. Tako da, to je bilo malo tako. Se ni prav. Ne, ni nič. Okay. Ampak tako ta komentar mi je ful v glavi tako ostal. Malo je bil smišen. Tako da, ja. Še zadnjo peto hitro vprašanje, ko so hitra. Te odgovor je hiter, ampak pa se debata razvije. Če bi imela eno samo besedo, da opišeš svoj idealen seks, katero besedo bi izbrala? Strast, po mojem. Strast, strasten seks. Strast, tako je, strasten seks. Ja. Zdaj je jezen. Old but gold, da. Strasten, ja. Jezen seks. Ja, tako je. Ne, strasten, zato ga se mi zdi vseeno, mislim, nisi zdaj vedno v divje strastnem razpoloženju, tudi nisi celo življenje, ne bo si metali peska v oči, pride tudi kaki malo bolj bež dnevi, pa ko si tako, ne. Ampak, če pa že lahko zberem, pa absolutno strastno. To se mi zdi, da je tudi za odnos sam zelo fajn, da se najdeta vedno znova pri primerni energiji in da tudi drug do drugega čutite to neko strast. To imaš prav, ja. Ja, fajn je. Dajmo biti strastni. Zdaj smo počasi prišli do konca podcasta. Prehitro mine. Prehitro, ja. Kako ti je bilo? Super. Ja. To se mi zdi, mislim, sploh kamer ne vidim, razen Jure taki hodi. Sem zaznala nekje. Tako da ne, super, res se počutim tukaj doma. No, super, lahko še kaj prideš. Tanja, part 2. Z veseljem, lahko tudi 3, 4, 5 sem htela v angliščini, pa sem zadržala. Ja. Zdaj je to ful aktualen. Zelo aktualno. Tako. Jana, če imaš kakšno zadnjo misel za naše poslušalce? Seksi misel. Seksi misel, samo radi se imejte, predvsem mislim na sebe, pa vložite v lastno užitek in predvsem širite obzorja, vedno znova življenje. Širite noge. Noge tudi, ja. Ne se ustaviti, širite vse, kar je možno, tudi boke, tudi vse ostalo. Ampak predvsem, dajmo se zavedati, življenje je tu zdaj eno, tudi če verjamete v reinkarnacijo, tudi v tem je treba uživati, tako da dajte si duška. Ja, pa se bo poslovili, Tanja, hvala, ker si prišla, meni je bilo luštan. Jaz zato upam, da ste vi uživali, mi dve se bo poslovili, malo bova pomahali in rekli adijo in to je to. Čau! Čau!